Pozdravljeni v avtomobilnosti. V terenske avtomobile uvajajo električni pogon. In ja, saj vem, danes bo spet ena tistih oddaj, ki bo sprožila diametralno nasprotne komentarje. Spet bodo skeptiki, ki bodo rekli nikoli. In spet se bodo našli elektroverniki z mnogo preveč pompoznimi besedami. Ampak Miha je imel ta teden priliko električni pogon primerjati z bencinskim in dizelskim motorjem. Na isti progi, na istem terenskem in tudi cestnem poligonu. In ob istih vajah. In po koncu tistega ekstremnega preizkusa je svojo tehtnico nagnil na eno stran. Vas zanima, na katero? Osebno povem, glede na izkušnjo, moram reči, da me je električni celo bolj navdušil kot pa tisti klasični bencinski ali pa dizelski. Upamo, da vseh zagovornikov klasike s to izjavo in mnenjem nismo preveč poklapali, da smo še mi klonili pred trendi. Ne, mi ostajamo odprti za vse rešitve in menimo, da ni ene rešitve za vse potrebe. In to naše mnenje je pravzaprav podobno Toyotinemu mnenju, ki trdi, da je prihodnost več energijska in da tukaj ni jasnega zmagovalca. Je pa res, da električni pogoni prevzemajo glavno besedo tudi pri Toyoti. In tudi danes imamo za vas eno Toyoto, ki na elektriko ne pelje samo dobro polovico časa, kot v primeru Toyotinih hibridov. Današnja Toyota na elektriko vozi ves čas. In tokratna uradna predstavitev za nas, evropske novinarje, ni vsebovala čakanja na letališčih, odvila se je kar v naših čudovitih krajih. Torej, zapojmo Prelepa Gorenjska. Obiščimo torej Prelepo Gorenjsko. Pa smo spet dobili nekaj tistega, kar smo tako dolgo pogrešali, namreč malce smo se že prenasičili teh popularnih SUV-jev, ki dostikrat sploh niso tako zelo avanturistični. No, torej, dobili smo končno spet pravega karavana in ne samo navadnega karavana, ne samo družinskega karavana, dobili smo terenskega karavana. In jaz se zelo strinjam z direktorjem Toyote v Sloveniji, ki pravi, da je to pravi avtomobil. Malo vam kar spustim izjavo. Poslušajte to. Touring je narejen za Slovence. Se pravi, moraš imeti kolo, kar Slovenci imamo vsi. Strinjam se. Moraš hoditi v hribe, celo na Triglav moraš priti. To zopet hodimo vsi, se pravi, prostor rabiš. Ja. In v bistvu dejansko rabiš nekega križanca. In je tipičen slovenski avto, če bi rekel po opisu ciljne skupine. Seveda v Evropi so jo opisali kot bolj aktivna populacija z otroci, malo starejšimi, torej družinski avto z bolj aktivnim načinom življenja. Jaz se rečem enostavno slovenski način življenja. No in kot vidite po teh pokrivnih kadrih, dejansko s to terensko Toyoto se vozimo po slovenskih makadamih, tudi po Triglavskem narodnem parku. In ja, preden vas začne skrbeti, Toyota je priskrbela prav vse papirje, da se seveda vsi novinarji iz Evrope s temi belgijskimi avtomobili zdaj vozimo po Sloveniji, po slovenskih makadamih. In ja, vsa novinarska srednja iz vse Evropi pravi, da je tukaj v Sloveniji zelo lepo. Pri tem avtu, če bi šlo za klasičnega terenskega karavana, bi verjetno tukaj spredaj imeli kakšen dizelski motor. No, tokrat pa imamo električnega. In v takšni verziji, kot je ta, imamo dva elektromotore. Enega spredaj in enega nad zadnjimi kolesi. In prednost to, da imamo dva elektromotore, je, da se ta avtomobil s svojim štirikolesnim pogonom lahko zelo dobro prilagaja sami cesti. In to, ko gre za asfalt, ko gre za sneg, ko gre za spolzke terene in seveda tudi, ko gre za te makadamske odseke.
you brought us new electric powertrains. What is special? Well, especially the easy one is the rear side of the motor. It has more powerful motor. So the BZ4X original one has a 167 kilowatt power unit on the front, and the rear is 88 kilowatt power unit. And then for the Touring, 167 and the rear 167. So the magic is with the all-wheel drive version. Yes, all-wheel drive version, yes. Tell me about this cooperation with Subaru. Is this Toyota? Is this Subaru? How did Well, I this say the roughly it's half and half and 50%, 50%. We co-developed the platform, not only for this one, BZ4X and CHR Plus and BZ for Touring, and 50%, 50%. That's co-development relationship between Subaru and Toyota. But production-wise, this is produced in Subaru plant. in Subaru. Yes. Quality-wise? Yeah, it's same. Yes. So that means also 1 million kilometers Yes. Warranty. Warranty or 10 years. In zdaj je prišel tisti trenutek, ko vam pokažem, koliko pa je ta terenski karavan pravzaprav praktičen. In zdaj, če mene vprašate, ta prtljažnik je kar precej velik, lahko ga seveda tudi povečamo. Bigger boot space. It's about 50% larger than the BZ4X original one. 50%. Yes, about 50%. Wow, that's a lot. Mimo grede vam pokažem še, tukaj so tako lepo zložili polnilni kabel in ta kabel je seveda namenjen za polnjenje počasi in na tem mestu naj dodam, da ima ta ugrajen 22 kW polnilec, se pravi, se bo na počasnih polnilcih polnil malce hitreje kot pa sicer, kot pa marsikateri drugi avtomobil. Ampak tisto, kar je pa na tem mestu zanimivo je, če vzamete 4-kolesno gnano Toyota BZ4X Touring, imate možnost, da s tem avtomobilom povlečete kar 1500 kg težko prikolico. About the towing, how did you achieve it? To do that, we update the thermal management system because if you tow a lot of things, the motor will heat up very easily. So we update the thermal management system. Seveda bo marsikateri lastnik splezal takole na kolo tukaj na streho, zato da bo kaj pospravil tukaj v strešni prtljažnik, ampak glede na to, da je to avanturistični avtomobil, predvidevam, da bo tukaj na strehi kdaj pa kdaj tudi kakšen strešni šotor. Se pravi, da bodo ljudje tukaj prespali. In seveda na tem mestu dajmo se poglobiti v te terenske sposobnosti tega avtomobila in na tem mestu vas spomnim, da smo s Toyota BZ4X tudi že brodli po skoraj pol metra visoki vodi. You have mentioned the torque vectoring. That is not a torque vectoring, actually. It's not. So, torque distribution. Torque distribution control. So how it works is we have a front torque and the rear torque. We have torque distribution control between these two axles. When you taking a corner, during that situation, the vehicle detects the rotation difference between the inside wheel and the outside wheel. Okay. And then based on that information, vehicle adjusts front and rear torque distribution to control understeer, oversteer condition. So this is not a torque vectoring because there's no braking? No braking. During the corner, if you feel understeer condition, torque distribution goes rear to have a little more oversteer condition. That works on the gravel road too, and also the more severe road, we have X mode. So to have that X mode, you can escape from the deep snow or mud, dirt road. How does it work? This is just software? That's software, yes. Mainly the adjusting a torque depends on the road conditions. If you need more grip, the torque is adjusting to have a grip. And then if you have a loose gravel road, somehow vehicle needs to have a real spin to escape or to go front. That's the case. Not like a VAC, not stopping the wheels. It's kind of keep rotating to go forward. Can we expect that in the future we will adjust the... 4 wheels? Yeah. Well, I like to have, but yeah, we need a little more technology to do that, yes.
Seveda je BZ4X Touring kot pravi avto za pravega Slovenca še vedno zgolj soft terenec. Terenski avto, ki ga v resnici zmoremo in smemo izkoristiti tudi v Sloveniji, za kakšen bolj zahteven teren pa je tako ali tako treba na terenski poligon. In do ekstrema na poligonu danes tudi še pridemo ob koncu oddaje. Vozili smo namreč avto, ki ga v glavnem uporabljajo za večerno mestno paradiranje, čeprav je to še kako zaresen avto, ki to svojo zaresnost kaže tudi tako, da je z njim treba delati grobo. Kako? Roka gre nad ključavnico, leva roka gre pod ključavnica in... Če vas še naprej malce dražim, ob koncu oddaje vam pokažemo legendarni avto, ki zmore splezati tudi v 100-odstotni klanec, se sredi njega ustaviti in peljati vzvratno dol, pri čemer iz prestave za naprej pretakneš v R kot rikverc, ne da bi stisnil zavoro ali sklopko. No pa da se ne bomo narobe razumeli, kaj že pomeni ta 100-odstotni klanec? Koliko procentov od vodoravnega gibanja imamo elevacije oziroma se dvignemo? Se pravi, če se na 100 centimetrih, 100% od 100 centimetrov je 100, se pravi 100 centimetrov dolžine, se 100 centimetrov dvignemo, je to 100% vzpon, klanc, je pa samo 45-stopinjski kot. Pa da še nadaljujem z ogrevanjem. Ta avto smo vozili v Avstriji, a vodili so nas Slovenci, ki tam službujejo. In ta avto že vse od leta 1979 nastaja v tovarni v Gradcu, v isti hali s številko 12. S to tovarno pa je neločljivo povezan tudi naš rojak, ki je ustvarjal na začetku prejšnjega stoletja. To je inženir, ki je dal ime tudi tej terenski legendi. V Sloveniji je zelo veliko poznan kot Puh G. Kaj pa razlika med Puh G pa Mercedes G? 8 razlik je, ja. 8 emblemov, ki so, se pravi, na sredini kolesa, na volanu, od spredi maska, pa od zadnji, pa tam nekje, pa na haubi, tako da tisti emblemi, drugače pa to v bistvu isti avto. No, zdaj ni več nobene dileme, kateri avto vam bomo pokazali ob koncu oddaje. Ni važno, ali mu boste rekli Puh ali Mercedes, pomembna je tista črka G. Ampak še malo vas bom pustil čakati, prej vas bom zapeljal s črko G, ki ima zraven še L in C. Torej, dame in gospodje, v Slovenijo je pripeljal novi GLC, električni. In že zdaj vam povem, zelo impresiven je. No, pojdimo se peljat, tokrat smo prelepo gorensko in avstrijsko Štajersko zamenjali za skrajni jug Slovenije. Za prelepo kočevsko. Tako mora izgledati pravi Mercedes. Pika. Mercedes mora imeti masko, ki jo prepoznaš že oddaleč, in masko, ki jo prepoznajo že majhni otroci. Na Mercedesa s takšno masko ne moreš in ne smeš natakniti nobene druge značke. To mi je v zadnjem intervjuju, ko je bil še šef Mercedesovega oblikovanja, dejal Gordon Wagener. In zdi se, da je Wagener odšel na vrhuncu. Skupaj z našim oblikovalskim asom Robertom Lešnikom sta oblikovala avto, za katerega praktično vsak mimoidoči takoj reče, da je naravnost čudovit. Z vidika tehnike je GLC leta 2026 eden najbolj naprednih električnih avtomobilov na svetu. In na ta način je to odličen odgovor evropske avtomobilske industrije na neizprosno ameriško, predvsem pa kitajsko konkurenco. In da bi to razumeli, vam moram povedati nekaj številk. Te številke pa so 800, 522, 94, 360, 800 in 330. In pri avtocestnih hitrostih sem v kabino ne pride skoraj nič tistega nadležnega hrupa, to pa pomeni, da med kakšnimi telefonskimi klici ne boste rabili pretirano zviševati glasnosti ali pa zviševati glasnosti takrat, ko se boste pogovarjali s svojim AI prijateljem. Z Googlovo pomočjo bo to šlo že v slovenščini, no Mercedes pa še vedno govori samo angleško. Hey Mercedes. How may I help you? Povej mi kaj o kočevju. I'm sorry, I cannot operate this function via voice control. Zaenkrat še ne. No, na volanskem obroču pa imamo zdaj
povratnike oziroma povratnika, to pa sta fizična gumba za nastavljanje asistenčnih sistemov in glasnosti. Vrnitev teh dveh povratnikov seveda pozdravljamo in želimo si samo še to, da bi Mercedes fizične gumbe dodal tudi na spodnjo tole volansko prečko, ker tukaj so še vedno tipke na dotik, ki pa še vedno ne delujejo najboljše. Predvsem zato, ker asistenčni sistemi v tem avtomobilu odlično delujejo. To pa dosežejo s svojo odločnostjo in nevsiljivostjo, takrat, ko se to od njih pričakuje, torej z voznikom dobro sodelujejo. Seveda pa je GLC tudi družinski avto in tudi vožnja tukaj zadaj na zadnji klopi je zelo prijetna in udobna. Poglejte, koliko imam jaz ob svoji vozniški poziciji še prostora za glavo in za kolena. Največja atrakcija tukaj zadaj, da bo vožnja prijetna, pa je ta velika panoramska steklena streha z zvezdicami. Zanimivo je, da so se pred kratkim predstavniki ene izmed kitajskih znamk na glas hvalili, kako ima njihov avto pa rekordnih 125 litrov prostornine v prednjem prtljažniku. No, GLC tukaj ponuja 128 litrov. Je pa zanimivo, da so na to številko pri Mercedesu obenem kar pozabili. No, niso pa pozabili na številko, ko govorimo o prostornini zadnjega prtljažnika. Ta zadnji prtljažnik pa ima prostornino 570 litrov, no na vrh pa imamo še eno tipko, z njo izvlečemo to vlečno kljuko, na vlečno kljuko pa lahko obesimo oziroma pripnemo kar za 2400 kg težak priklopnik. GLC z oznako 400 je objektivno gledano zelo zmogljiv električni avto. Njegova dva elektromotorja, po enega ima na vsaki osi, skupaj zagotavljata 360 kW moči, kar pomeni, da lahko ta več kot pol-tretjo tono težak avto do stotice poženemo v le dobrih 4 sekundah. Vozne lastnosti ostajajo eden najmočnejših adutov avtomobilskega proizvajalca iz Stuttgarta, na splošno pa je GLC zelo vozniško gospodski, zelo udoben je. Lahko bi mu rekli pravi električni potovalnik oziroma celo najboljši Mercedesov električni potovalnik, no, če ne bi prej že preizkusili modela CLA, ki pa je še bolj aerodinamično gladek. No, in z modelom CLA lahko za malo malico presegamo tudi 500 km z enim polnjenjem pri avtocestnih hitrostih. Kako pa se pri porabi energije odreže GLC? Fizika pri tem avtomobilu seveda izstavi svoj račun. GLC je namreč večji, višji in težji od modela CLA in tako smo na našem testu večinoma vozili s povprečno porabo okoli 18 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kakršen je bil rezultat tudi našega normnega kroga pri mešanem ciklu pri 14 stopinjah Celzija. To pomeni, da bo NMC baterija z neto kapaciteto 94 kWh zadoščala za točno 522 km vožnje z enim polnjenjem. Po drugi strani pa vas verjetno zanima tudi podatek, kako bi se ta avto obnesel po zimi pri nizkih temperaturah na avtocesti, no takrat pa bi predvidevam verjetno z enim polnjenjem naredili okoli 350, morda največ 400 km. Na avtocesti bo seveda ta avto še kako domač in še bolj domač bo zaradi dveh prestav, namreč pogon GLC-ja nekje med 70 in 110 km prestavi iz prve v drugo prestavo in na ta način še poveča učinkovitost pogona oziroma doseže končno hitrost kar 210 km/h. To je danes v svetu električnih vozil zelo redka, ampak v tem primeru zelo učinkovita rešitev. Ko pa se baterija izprazni, pa jo lahko ponovno napolnite na hitri polnilnici z največjo močjo kar 330 kW. In tudi sam sem uspel na slovenskih nestabilnih polnilnicah polniti s povprečjo močjo nekje blizu 200 kW, kar priča o dobrem toplotnem menedžmentu tega pogonskega sistema. Torej, med polnjenjem ne boste več pili kave, ne boste več pili espresa, mogoče bo ostal čas še za kakšno tisto kavo to go. Pa še takrat, ko sem si jo privoščil, se je baterija napolnila kar za 200 km. GLC je torej močan odgovor Mercedesa v vroči avtomobilski tekmi za električno
prevlado. In tega se ni lotil zadržano, pač pa je vse, kar zna, pokazal že v svojem dimenzijskem bestsellerju. Ampak če se za konec vrnem še enkrat k dizajnu, Gordona Wagenerja je na čelu oblikovanja pri Mercedesu zamenjal nekdanji vodja dizajna pri oddelku AMG. Torej, kaj se nam pri tej znamki obeta v prihodnje, očitno nam dolgčas ne bo. Zdaj pa poglejmo avto, ki sem ga tokrat pripeljal v to našo garažno dnevno sobo. To je Omoda 9. Velik kitajski SUV in seveda boste rekli ponovno Kitajc. Res je, ponovno je Kitajc, ampak dajmo ga pogledati od blizu. In videli boste, da je malo drugačen, zato ker ta avto je predelan v Evropi. Če bi ta avto domoval na Kitajskem, bi tukaj imeli značko Chery in ne Omoda. Ta je namreč rezervirana samo za Evropo. In tudi izgledal bi precej drugače, ampak tisto najbolj pomembno pa je, da ta avto, ko pride z Kitajske, dobi kar za 30% drugačnih nastavitev. Torej, te nastavitve pa so predvsem povezane z njegovimi voznimi lastnostmi. Ampak zdaj nas zanima, ali se te evropske nastavitve v praksi tudi občutijo na slovenskih cestah. Mi bi si v resnici želeli še malo več. Zakaj? Pa gremo pogledat, kaj mislim. Mi se zelo radi vozimo dinamično. Torej, po uživaških ovinkastih cestah. Torej, radi sedimo zelo podirkaško, nizko, radi imamo, da je volan obrnjen zelo navpično proti vozniku, da so vzmeti, da je podvozje čvrsto in da je krmiljenje zelo natančno, precizno in da je volan hiter. V Omodi pa je, poglejte, volan kar nekoliko bolj položen, malo bolj je zasukan proti armaturi, vozniški položaj je takšen visok in tudi podvozje je precej mehko. Vsakič, ko se ustavimo z avtomobilom, se na koncu še kar malo zazibljamo. Pa tudi volan na splošno je kar počasen, zelo lahko ga obračamo in na splošno na ta način ni tako zelo občutljiv na drobne zasuke ali pa na kakšne luknje, kar bodo naši sopotniki občutili oziroma ne bodo občutili na avtocesti. Ampak takšne povsem udobne vozne lastnosti niso slučajne, pač pa so se za njih zavestno odločili v Frankfurtu, ker Evropejci si, po njihovem mnenju, takšnih voznih lastnosti vse bolj želimo. In zdaj se morate preprosto vprašati, kam spadate. Ali si želite dinamičnih, skoraj športnih voznih lastnosti, ali pa se želite z avtom voziti predvsem umirjeno, predvsem brez stresa. Zakaj pa je ta odločitev tako zelo pomembna? Zato, ker boste za primerljiv evropski avto, torej takšnega, ki se bo peljal bistveno bolj dinamično, plačali precej več. Zdaj na tem mestu jaz spet ne smem govoriti o cenah, ker nam tako velevajo pravila v tem našem medijskem poslu, lahko pa vam povem razmerje med tem in primerljivimi evropskimi avtomobili. Če recimo za konkurenco vzamemo premijske nemške avtomobile, boste za avto podobnega segmenta plačali kar dvakrat več. Zakaj pa ta avto primerjamo s premijskimi avtomobili? Zato, ker je seznam opreme, torej tiste opreme, ki veča udobje v vožnji in kot obljubljeno manjša stres, ta seznam je zelo dolg. Na primer imamo krasne usnjene sedeže, ki so ogrevani, hlajeni, lahko nas tudi masirajo s tistimi značilnimi kitajskimi mačjimi tačkami. Potem imamo zelo spodoben, da ne rečem zelo dober audio sistem, pa ogrevan volan, pa takšno veliko stekleno panoramsko streho in tudi seveda tisto, kar pri kitajskih avtomobilih zelo cenimo, in to je ogromno prostora za udobno potovanje, predvsem na zadnji klopi. Še en razlog, da je ta avto pravzaprav ugoden, pa se skriva tukaj spodaj in seveda gre za pogon tega avtomobila. Ko ga boste napolnili do vrha, boste lahko z njim prevozili
kar 1200 km, torej dobra konkurenca dizelskim avtomobilom. Pa to ni dizelski avto, namreč tega boste morali dvakrat napolniti. Gre seveda za priključnega hibrida, ki ima kar zajetno sistemsko moč, kar skupaj 395 kW sistemske moči ima. Seveda ne gre za seštevek, ampak večji delež, precej večji, te moči prispeva električni del tega pogona. Namreč elektromotor ima kar 340 kW moči, bencinski motor gre za 1,5 litrski štirivaljnik, pa mu služi bolj kot podpora. Torej na ta način gre za zaporedni in vzporedni hibrid, ker ponuja različne režime delovanja pogona. Seveda, kot vedno pri priključnih hibridih, bo tudi pri temu najbolj smiselno, da ga redno doma polnite in ga največ uporabljate kot zle električni avto, tudi zato, ker je njegova baterija precej velika, ima namreč kar 34 kWh kapacitete in to bo tudi iz prakse dovolj za približno 150 km električne vožnje. No, tudi Omoda 9 ima štirikolesni pogon in ta ji prinaša vse tiste štirikolesne prednosti, ki jih lahko takšen SUV zelo s pridom izkoristi. No, vsekakor pa ne čutimo nobene potrebe oziroma ta avto ne kaže nobenega posebnega interesa, da bi ga peljali na kakšen res hud terenski poligon. Ampak zdaj pa je prišel čas, da gremo na tisti resen terenski poligon. Gremo v Avstrijo pod 1445 metrov visoki Schöckel, kjer se inženirji in testni vozniki dobesedno izživljajo nad tehniko, da zagotavljajo vzdržljivostne presežke. Zakaj rabimo takšno terensko predimenzioniranje? Poglejmo. Stay on the brake, stay on the brake. Kaj pravite, v procentih, koliko voznikov ali pa uporabnikov G-klase te tri tipke pritisne? Ne uporablja, pritisne. 3%. Še manj. Hvala lepa, ja, 2 sva preveč rekla, 1%. Visoko leteč cilj je, da bomo to statistiko zdaj toliko dvignili tukaj pri nas, da bomo lahko enkrat rekli 2%. Govorimo o tipkah, ki zaprejo 3 zapore diferencijala. Sredinsko, ki navor enakomerno razdeli med prednjo in zadnjo os, ter zadnjo in sprednjo zaporo, ki navor enakomerno razdelita med levima in desnima kolesoma. Poglejmo v praksi. Aha, kolesa že vprašaj, se pravi, na diagonalno gre kolesa vas pogon, lahko uide, se pravi kaj, zadnji diferencijal zakleneva, zaporo številka 2, zadnji diferencijal, lepo mečken v prazno obrn kolesa, da se bo sploh vklopila, da se klak pozicijo najdu, aktuator, špera je vklopljena, zadnja kolesa se enak hiter vrtita, sta sklenjena in vidiš, peleš naprej, brez problema. Čarobne tipke. Tako, super. Če slučajno ne bi mogla iti naprej, da še, evo ga, tako, kot gre zdaj, deva še ta prvi diferencijal vklopati, še ta levo tipko, spet, aktuator boš slišal, tako, aktuator si slišal, zdaj pa lepo tok, da obrne, da jo zaklene. Čarobne tipke, pritisneš pa se kar peleš pol. Zapori diferencijalov so torej ključna značilnost pravih terencev, ampak novi električni razred G zapor diferencijalov nima, pa je še celo boljši terenec. V električnih avtomobilih smo navajeni, da imamo en motor, imamo 2 motorja, imamo tudi 3 motorje. In tukaj imamo 4. Tako, tukaj smo šli korak naprej, imamo celo 4 motorje, vsako kolo je neodvisno gnano. In zaradi tega, ker je vsako kolo neodvisno gnano, dobi točno toliko moči, kot jo rab, ali pa tudi recimo temu kar obratov kolesa, kot jih rab. Ker če gledava midva v ovinku notranje kolesa naredijo krajšo pot kot zunanja. Se pravi, če ti lahko zunanje kolo malo več ženeš, mu daš več obratov, se pravi, te bo v bistvu avto dobesedno silo vlekel v ovink noter in s tem dobiš ti tak občutek vodljivosti, okretnosti in tudi nekako hitrosti skozi ovink so zelo prijetne in tudi zelo dinamične vse skupaj. Če zaznamo, da 3 kolesa nimajo čist nič prijema, trakcije ali pa karkoli, lahko v bistvu se skoncentriramo samo na eno kolo. S temu
se izognemo zaporom diferencialov, zaradi tega, ker zapor diferenciala rabimo takrat, ko imamo en izvor moči in moramo na 4 konce ali pa na 4 kolesa razdeliti. Ja. Tukaj pa vsak motor individualno gnan, se pravi, so tako krmiljeni, da ni težave. Če en kolo začne v prazno vrteti, ga elektronka prepozna in ga v bistvu takoj nekako ustavi, gre v rekuperacijo, drugo kolo pa dejansko dobi pol tisto moč, oziroma se pač poveča, zmanjša to, da gre moč na tisto kolo, kjer imamo optimalni oprijem, da lahko nadaljujemo. Torej, ista zgodba, iste luknje, iste skale, isto blato, pa sta tako klasičen bencinski kot novi električni terenske zahteve enako dobro obvladala, čeprav z različnim tehničnim ozadjem. No, v naslednjem primeru pa je električni razred G celo boljši od bencinskega. Brez skrbi, kopalk ne boste potrebovali. Električni razred G torej zmore broditi po 85 cm globoki vodi, bencinski pa premaga zgolj 70 cm lužo. Ima po vodnem smislu tudi bencinski eno posebnost. Pri vseh avtomobilih je tukaj zajem zraka, ker je največji volumen, pa pretok zraka, pa vse. Voda pa notranjost motorja ni nekako najboljša kombinacija. Ne vem, zakaj voda vedno zmaga. Zaradi tega, če se skozi vodo peljemo, pa pride en val, pa pluskne čez, smo že tam. Pri G klasi imamo tukaj od spodaj noter, približno recimo v temu predelu, imamo senzor vode. Če damo lepo počasi odbijač noter, da močimo vodo, senzor zazna vodo in zapre tukaj lopute za zajem zraka izpredaj. Se pravi, sesa zrak za motor samo še iz motornega prostora, tako da če pride en val, pa plus tudi če gre čez streho, ni problema zaradi tega, ker za nekaj sekund imamo zraka, za zračni mehurček pod havbo. Pri velikih offroaderjih je zelo hitro pride tista miselnost, imaš šnorhelj. Se pravi, gre lahko globje v vodo. Danes avto za globje bredenje, za vsemi konektorji, senzorji, kabli, ne moramo več glih tako pripraviti do tega, da bi bil tok za bredenje. In tisti šnorhli, ki so predvsem za puščavski pesek. Ker puščavski pesek je tok fin, tok abraziven, ker kristali so tok ostri, ker bi bil kašmirgli papir in jih tok zbrus, da so obročki pa že kar malo, da imamo lufta. Tako da ja, in je predvsem za te zadeve šnorhel. Naslednji podatek ni rekorden, tudi drugi terenci ga zmorejo, a ga v praksi na raznih demonstracijah praviloma nismo dosegali, ker že nižji podatki v praksi delujejo zelo, zelo strašljivo. No, tokrat smo šli do skrajnih limitov. Sem slišal, da se tega nekaj prežila, da to je za te klasa zmore 35 stopinj, a 31 si ti prepelo, tako da zdaj pač. V to mi dva zgole tako malo rešila, lepo počas miham, večkim desno, tako, kar greva. Lepo počas, enakomerno, čist, lepo počas, super, še večkim desno, večkim desno, pa lepo počas, 34, 35. Še malo naprej, 35, večkim sem čez prešel. 35. Stoj. Daj sliko naredi. 35. Miha, first time. Miha, kapo dol, veš, to je pa malo bolj ekstremno. Kaj je najbolj zanimivo, da ti v G-klasi zdiš pa, da se vidno zgovarjava s košimo, moram biti jaz na kolenih. Naprej cile luko tega trga. Tudi, kad sem ga zazibal, si čutil, da imamo še zmeraj to ogromno razlike, da imamo, da... Ja, čeprav včasih, ne vem, no, če imam leh toliko občutka. Le to, no. Što z tega je, da offroader više težišče, center težišča višji, se pravi, se bo preprekucno. Zaradi tega, ker je stveni okvir, motor, menjalnik, pa vse je zelo vmes noter, se pravi, ohranjamo zelo nizko težišče. To je ves čar vse te zgodbe. Aha. To pa je v bistvu next level. Če se gremo tle dole, kaj? Ja. Oh my god. No, na koncu dneva pa smo dobili še demonstracijo, kako avto testira na šoklu.
To se je zdelo že skoraj da kot kakšno izživljanje, kot kakšno mučenje. Bili so skoki, bili so udarci, zdelo se je že skoraj da kot rejli vožnja. Koliko je pa nič, 1,5 rečva tistih, ki pa razred G vozijo tako, kot se ti danes naspelo. Avto se res testira, ne vem, se ga ne špara, bova rekla. Pa kaj, nimate radi avto, ali kaj? Ne, radi naredimo kvalitetni avto. A je varno kupiti avto od vas? Avto, ki je bil tukaj rabljen. Avto je narejen za to. In to je tisti čar pri G-klasi, da vse so tudi, bom rekel, drugi avtomobili ali pa v avtomobilskem svetu avtomobili tudi, bom rekel, niso res offroaderi, pa bojo zelo, zelo veliko zmogli, bojo prišli daleč, so zelo, zelo zmogljivi. S tem, da moramo biti pa pol toliko fair, da pa rečemo, v redu, kolikrat bomo zdaj to ponovili. Če to ponovimo 100-krat, bojo mogoče vsi brez težav ponovili. Ampak če pa rečemo, zdaj gremo pa v to, ne vem koliko ponavljam, 1000 ponavljam, 10 000 ponavljam, potem pa rab človek nekaj tacgale imeti, zato da lahko ponavlja in ne škodujemo avtomobilu. Ker drugačni koncepti avtomobila, zakaj so narejeni, ni vsi avtomobili nimajo želje ali pa potrebe, da so razviti za kot težko kategorniki v off-roadu, ampak morajo povsem kar nekaj doseči in dosežejo, so zelo dobri. Ampak ne stremijo k temu, da zdaj bi mogli pa to za 2 leti, da to off-road pa mora biti na koncu kot novi. Lepa hvala za ta čudovit dan. Moram reči, da sem res užival. Meni v veselje, da smo lahko vsem, tako kot si ti, ki je že zelo veliko doživel dolg skozi, da smo mogoče vsem saj pikico nasmeška pričarali, ali pa da če rečeš, da si užival, to je za nas, bom rekel, največje plačilo za ta dan, ker če tacga prepričamo kot si ti, da je vsem to bil mal užitek, pa smo že na ta pravi poti. Na sožitek je bil tudi kje drugje, ampak tukaj je bilo še malo več, tako da res... Hvala lepa. Lepa hvala. Se zahvaljujem. Razred G je del teh pustolovskih avantur v naravo, v neznano, že toliko časa, da ga je tudi narava po drugi strani že vzela malo za svojega. No in tudi v Avstriji, ko je Miha s tem avtomobilom brodil po tistih 85 cm globoki luži, no, ko so končali s tem brodenjem, je tja priplavala ena skupina jata račk. No in to nas seveda spomni na dejstvo, da se moramo pri terencih in terenski vožnji do narave obnašati skrajno odgovorno. In tako se bomo obnašali tudi v prihodnji oddaji, ko ponovno sledi en terenski preizkus na poligonu. Že medtem pa nas lahko spremljate na našem YouTube kanalu, na portalu mmc.rtvslo.si, krajše izseke iz oddaje pa dobite na naših družbenih omrežjih. Do prihodnjič torej, srečno!